Zdravo, veliki in lep pozdrav iz Črne Gore za vse na Primorskem in vsem Primorskih novic. Pa jo bom v kratkem probal povedati, kaj se vse dogajalo in se vnaprej opravičujem, če nekaj v slovenščini ne bo v redu, ker je dolgo nisem govoril, ampak eto, bom probal v slovenščini, pa če je kaj, ne me narobe razumeti. Lep pozdrav iz Črne Gore, iz Bara. Jaz sem zadnjih 20 dni bil v bolnici in sem se boril s korono. Zdaj sem srečen, da je vse za mano in da tega ni več, da ni bilo vseeno in bila je zelo težka borba, pljuča so bila, imel sem upalo pljuča, jetra je bila, kako se reče, ne vem, v slovenščini, pritisk, in vse je to bilo zelo, zelo slabo, tako da sem prvo bil v Baru v bolnišnici, par dni, ker sem, ne vem, kje dobil korono, ampak sumim, da sem je dobil v Londonu na poslovni konferenci, kjer sem bil od 4. do 7. marca. Na to konferenco sem celo hotel odpovedati in soproga ni šla, ampak so me klicali, da je zelo nujno in da bi lepo bilo, da bi prišel. Tako da sem jaz bil v Londonu od 4. do 7. marca in sem se potem vrnil v Bar v Črno Goro, bil sem tukaj 2 dni in 10. marca sem dobil temperaturo. Od takrat, odkar sem dobil temperaturo, sem bil doma in zelo pomembno, kar bi vsem povedal zaradi korone, je, da se morajo tako izolirati. Ta prevencija na začetku je najbolj pomembna. Jaz sem zelo ponosen nase in zato, ker nobenega nisem okužil s korono, imam družino in 2 mlada otroka, oni niso bili okuženi, čeprav sem jaz bil en teden skoraj v sobi z visoko vročino, ne. Medtem sem klical enkrat to telefonsko številko, problem je bil, ker jaz nisem imel klasične simptome korone, nisem imel taj suhi kašelj, nisem imel probleme z dihanjem in so mi rekli, da mislijo, da je v bistvu navaden grip, da ni korona, ne. Po 7 dneh sem nekako sam občutil, da imel sem še zmeraj vročino in sem sam šel v bolnišnico, v Bar, kjer sem se testiral in 18. 3. sem dobil potrdilo, da sem pozitiven na koronavirus. Ta občutek in to, kar ti se dogaja v teh trenutkih, se ne more opisati, a ne. Najdeš se v oči v borbi z nečim, kar se cel svet bori in to ni več v Aziji, to ni več v Italiji, to ni več ne vem kje, to je zdaj v tebi, a ne. In se moraš izvleči iz vsega tega, ne, in ni vseeno, ne. Na začetku v bolnici v Baru sem bil kar dobro, imel sem samo vročino, medtem ko je skener pljuč pokazal, da so zelo slabo pljuča in so me preselili na klinični center v Podgorici. Vse, kar se tam dogajalo, je težko opisati, a ne. Jaz šele zdaj vidim, da je moja situacija bila zelo huda in da ni bilo tako enostavno, da so pljuča bila zelo slabo in da sem imel zelo nizek kisik, kako se že reče, tako da šele zdaj se zavedam, koliko sem bil slab in koliko sem bil loše v vsem tem, a ne. Verjemite in prvo bi vsem, ki imajo korono, povedal, da jih razumem in da vem, da jim je zelo težko, vem, da se srečajo z vsakršnimi situacijami, da jih narod takoj osodi za to, kar jim se dogaja in da to ni pošteno, ker nobeden od nas ni hotel biti bolan, a ne, nobeden ne uživa v tem, da ima korono ali da nekoga hoče okužiti z njo, a ne, tako da več ali manj nismo krivi, a ne, ampak se najdeš na zidu tožbe in kritika, ne. Tako da jim želim, da bojo pozitivni, da se borijo s tem, ker mislim, da je to najbolj pomembno. Ni Črni Gori, ni v Italiji, ni nikjer v Sloveniji, ni pravila, kakšni so simptomi, ni pravila, koliko je koliko star, a ne, mislim, da jaz osebno mislim, da je to nekaj umetnega, da varira, da ni stalno. Še zmeraj mislim, da zdravniki
niso tako sigurni, kaj se dogaja potem, kaj se dogaja predtem, tako da je zelo, zelo različna situacija, različne diagnoze, mislim, da vse odvisno od človeka do človeka. In ne vem, kaj bi še povedal, zelo sem hvaležen vsem zdravnikom tukaj v Črni Gori in veliko medijev je pisalo, da ne vem, pogoji pa ne vem kaj in zdravniki in vse to je dobro, ni dobro in spremljam, da v Sloveniji več ali manj ista situacija. Glavna vprašanja novinarja so, koliko je respiratorjev v vsaki državi. Mislim, da to ni pomembno, da evo, v Črni Gori sem jaz bil nekdo, ko je skoraj bil za respirator, pa nisem o tem razmišljal, tako da mislim, da tudi javnost in mediji ni treba, da se obremenjuje s tem, koliko je respirator v eni državi, ampak je bolj pomembna ta prevencija pred prihodom korone in pred se vsi okužijo. Eto, toliko od mene iz Črne Gore. Pozdravil vse prijatelje, bilo jih je veliko, ko so spraševali za moje zdravje v zadnjem času in športe in košarki iz cele Primorske in prosim, da jih vse pozdravite. Vsem ostalim in vsem prijateljem v Sloveniji bi poročal, da ostanejo doma, da korona ni naivna, da jaz sem zadnjih 20 dni bil v bolnišnici, ampak vse bi dal, da sem mogel biti doma z svojimi otroki in soprogo in da zdržijo, da ne hodijo ven, da zaščitijo sebe, da bo čas in za sprehode in za šport in za družbo in za vse, ampak prijatelji v Sloveniji, ostanite doma, mislim, da je to najbolj pomembno. Lep pozdrav vsem in Rok, upam, da se drugič slišva v boljših pogojih in boljših temah.